večer, Bog daj, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. V pretekli oddaji sem vas povabil k gledanju nocojšnje oddaje, ki jo namenjam vsem izseljencem po svetu. V mesecu aprilu sem s Primorskim akademskim pevskim zborom Vinkovo do Pivec obiskal Slovence v Kanadi in Združenih državah Amerike. Ker so poleg ostalih nastopov peli tudi pri mašah, se je rodila tale nocojšnja oddaja. In ker je bilo v mesecu juliju veliko organiziranih srečanj z našimi rojaki po svetu, jim tudi mi namenjamo teh nekaj minut. Slovenski svet ni samo svet pod Triglavom in Snežnikom, pa od Prekmurja do Jadrana, ampak tudi svet našega zamejstva, zdomstva in izseljenstva. Slovencev po svetu je zelo veliko. Koliko jih je težko reči, saj se nekateri čutijo Slovence, čeprav ne znajo več slovenskega jezika. Po priznanju Slovenije kot samostojne države se je povečalo zanimanje Slovencev po svetu za svojo prvo domovino. Nekateri mislijo, da tretjina Slovencev živi zunaj matične domovine. Glory be God.
pogledamo še nekaj številk. V letih 1820 in 1970 se je v Združene države priselilo okoli 45 milijonov ljudi. Leta 1880 je iz Avstro-Ogrske monarhije bilo 135 550 ljudi, vsaj polovica slovanskega porekla. Samo Slovencev je bilo v letu 1910 174 943. V novi domovini so želeli naši rojaki živeti svobodni in bolje. Prvi ameriški škof je bil John Carroll s sedežem v Baltimoru. Njegova škofija se je raztezala na celotnem ozemlju Združenih držav Amerike in je imela 25 000 vernikov. Med njimi je delovalo 24 duhovnikov. V začetku tega stoletja je celotno ozemlje bilo razdeljeno na 14 pokrajin z 82 škofijami. Vsega prebivalstva je bilo 76 milijonov, od teh katoličanov 12 milijonov, med katerimi je delovalo 12 000 škofijskih in redovnih duhovnikov. V letu 1940 je bilo blizu 22 milijonov katoličanov. Leta 1916 je bilo v ameriških škofijah 5660 etničnih katoliških župnij, med njimi leto prej denimo 26 slovenskih, 466 poljskih, 530 španskih, 206 nemških.
Od leta 1871 do 1900 so slovenski priseljenci ustanovili 12 župnij, od leta 1900 pa do 1914 so ustanovili 22 župnij in od leta 1914 naprej še 6. Leta 1941 je bilo v Združenih državah Amerike 32 slovenskih župnij in frančiškanski samostan. Prvi duhovniki, ki so prišli iz slovenskih krajev, so delovali kot misionarji med staroselskim prebivalstvom. Med njimi je bil zagotovo najpomembnejši Friderik Baraga. Prvi v virih omenjeni slovenski frančiškan, ki je deloval v Združenih državah, je bil pater Ivo Levec, rojen 1790. leta v Mengšu. Za njim sta šla tja pater Oto Skala in pater Leo Osredkar. Patra Ignacija Zakrajška je v Cleveland povabil tankajšnji škof Horstman. Dobil je nalogo, da ustanovi novo župnijo Žalostne Božje Matere. Zaradi sporov so jo kmalu ukinili. Vsestransko sposoben frančiškanski pater se je zapisal v zgodovino slovenskih izseljencev v Združenih državah Amerike tudi kot pisec, urednik in izdajatelj verskega časnika Ave Maria, pa političnega tednika Ameriška domovina, koledarja, Mala Ave Maria, časnika St. Francis Messenger v angleškem jeziku, obenem pa je bil tudi soustanovitelj ljubljanske podružnice družbe svetega Rafaela v New Yorku.
In še nekaj o povezanosti Slovencev po svetu z domačo matično domovino. Vse do osamosvojitve je monopol nad slovenskimi izseljenci imela slovenska izseljenska matica, ki še vedno ni utegnila povsem razčistiti razmerja med seboj in izseljenci, kdo je zaradi koga. Dr. Berdnik iz Združenih držav Amerike je pred kratkim zapisal oziroma izjavil: Ker je bil katoliški del izseljencev ves čas po vojni ne samo ignoriran, ampak tudi aktivno napadan, se otroci teh izseljencev niso mogli identificirati Slovenijo. To je najbolj žalosten del politike slovenskega komunističnega režima za izseljence v Združenih državah Amerike. Da je bila slovenska izseljenska matica le transmisija partije, se ve. Sedaj v Sloveniji delujeta še dve organizaciji, in sicer Katoliško središče Slovencev po svetu in Slovenija v svetu. Sodelovanje med njima je logično in naravno, saj je njuno delo nadaljevanje družbe svetega Rafaela. Omenjeni društvi nagovarjata zlasti tisti del Slovencev po svetu, ki jih je matična domovina ves čas po drugi svetovni vojni ignorirala. Vsem je potrebno nuditi popolno svobodo in nuditi vso pomoč.
Cerkev je naša mati, zato skrbi in ljubi vse svoje otroke doma in po svetu. Med cerkvenim letom je nekaj nedelj, ki so posvečene različnim skupinam ljudi. Prva nedelja v mesecu juliju, letos 4. julija, je bila posvečena prav tem Slovencem. Ta nedelja je bila priložnost in vabilo, da naši verniki vedno bolj poznavajo problematiko in stanje Slovencev po svetu, ter da prispevajo svoj delež za verski, kulturni in narodni blagor rojakov po svetu. Geslo letošnje nedelje je bilo zvesti koreninam. Pa ostanimo tudi mi zvesti našim Slovencem po svetu. Zaželimo jim čim več lepih trenutkov na tujih tleh, pa da bi se čim prej vrnili na domača tla. Pa z Bogom!